Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v prazničnem dopoldnevu. Danes po stari navadi gremo v Emaus, no, na valovih Radio Ognjišče pa je zdaj na sporedu naša tedenska kmetijska oddaja, ki smo jo tokrat zaradi praznikov za en dan premaknili. V Emaus k nam na radio pa je prišla Eva Golob, nova predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Gospa Eva, vesele velikonočne praznike in predvsem čestitke za prevzem vodenja najbolj vitalne kmečke stanovske organizacije. Ja, najlepša hvala in tudi vam lepe velikonočne praznike. Kako bi se našim poslušalcem predstavili? Mladina vas pozna. Že dolga leta ste prisotni v Zvezi slovenske podeželske mladine. Ja, kaj ne rečem, sem preprosto kmečko dekle, prihajam iz kmetije, ne živim več na kmetiji, ne domači, niti na moževine, ker bodo kmetijo prevzeli bratje. Se pravi, po srcu sem kmetica od vedno, živela sem s tem, trenutno tudi živim to preko podeželske mladine. Tako da ja, jaz sem čisto preprosto podeželsko dekle. Prihodnost, kmetija, kmetijstvo, odprte. Tako je, ja. Sem tudi po izobrazbi agronom, skoraj agronom, se pravi, me to povezuje od vedno, tako da tudi v prihodnosti me bo. Poglejte, prav v teh dneh Zveza slovenske podeželske mladine stopa v 31. leto delovanja. Lansko leto ste z različnimi akcijami zaznamovali 30-letnico, prav do vseh teh zadnjih dni 30 let. Tako je, ja. Lansko leto smo obeležili našo 30-letnico in vse se je vrtelo okoli le-te, tako da smo si skupaj z društvi zadali 30 različnih izzivov. Recimo, da je eno polovico teh izzivov opravila društva, ostala polovica pa je opravila podeželska mladina oziroma ekipa. Nekateri izzivi se še vedno opravljajo, ker je pomembno druženje in povezovanje in to je pač bil en dejavnik. En takih izzivov je bil recimo srečanje vseh bivših predsednikov zveze. Nastala je tudi prva podeželska himna. Naši člani so jo že prvič slišali pri Avseniku, kjer smo obeležili naše praznovanje. Himna pa se trenutno snema v studiu in bo kmalu tudi njena premiera, se pravi, boste kmalu lahko tudi slišali. Tako tudi v naši kmetijski oddaji jo bomo premierno zavrteli, ko pride na plano. Ampak, gospa Eva, kakšne želje, če se še malce ustaviva pri vas mladih s podeželja, vas prevevajo glede vašega delovanja, udejstvovanja ob tem vstopu v novo 4. desetletje? Sami ste tisti volilni večer, ko ste prevzeli vodstvo, izpostavili, da si želite močne povezanosti. Ja, želimo si, da podeželska še naprej ostane tako pristna in povezana. V 30 letih so naši predhodniki že lepo utrdili to pot in krepili našo prepoznavnost. Mi pa želimo samo še bolj okrepiti pa nadgrajevati. Res si želimo te dobre povezanosti, ker brez povezanosti tudi ni podpore na terenu. Tudi naša društva so čedalje bolj povezani in se med seboj družijo. Veliko teh mladih se druži tudi izven podeželske, nekateri so sošolci v šolah ali na fakultetah, veliko pa se jih je tudi spoznali prek podeželske mladine in si je ustvarila svoje družine. Tako bi lahko rekli en tak prehod iz mladostništva v odraslo dobo. Kakšen razpon v letih je recimo med članstvom? Ja, pri nas imamo člane od 15. leta pa do 40. leta. Največ takih aktivnih članov je lih na koncu srednje šole, na pragu polnoletnosti in pa v študijskih letih. Slišim, da si želite, da bi se na slovenskem podeželju ustanovilo še kakšno društvo podeželske mladine, se vam pridružilo v zvezo. Koliko društev pravzaprav povezujete? Imamo 39 aktivnih društev, eni so aktivni bolj, nekateri malo manj. Nekatera društva obsegajo veliko območje, se pravi veliko občin, nekatera društva pa so zelo lokalna. In imamo veliko takih območij, kjer društev praktično ni oziroma so v preteklosti že bila in jih današnja mladina želi obuditi.
Mislim, da se trenutno želijo buditi vsaj 2 ali 3 društva, se pravi, bo podeželska mladina zrasla. Veliko je teh mladih, ki si želijo ta društva buditi, ker so njihovi starši bili tudi člani, pa so slišali veliko takih različnih podeželskih zgodb, ki so zelo zanimiva in si želijo tudi oni biti del te podeželske družine. Rečete mladi iz podeželja, torej ne samo mladi iz kmetij, nekoliko širše se postavljate. Tako je, ja. Naši člani niso samo mladi iz kmetij, ki imajo kmetijo, ni pogoj, da imaš kravo ali kakšen hektar zemlje. Pomembno je, da si mlad, da rad živiš na podeželju, delaš za podeželje in da v srcu tudi to nosiš. Omenili ste povezovanje. Zakaj se vam zdi to mreženje, povezovanje tako zelo pomembno v tem našem prostoru? Ja, naše poslanstvo pravi, da preko druženja, povezovanja in pridobivanja znanj in izkušenj krepimo samozavest in ponos v mladih s podeželja. Zato je tudi pomembno, da damo mladim iz podeželja priložnost, da pridobijo neke izkušnje, ki jim prav pridejo v življenju. Vemo, da mladi na podeželju nimajo enakih priložnosti in možnosti, ki jih imajo mladi v mestih. In s tem pač tudi mi krepimo to prepoznavnost in tudi skozi te naše strateške izzive, ki jih imamo pri podeželski, naši člani pridobivajo izkušnje preko ekipe podeželske mladine. Ponosni, da smo mladi iz podeželja, sem videl zapisano na enem od plakatov. Tako je, to je naš slogan, ki nas spremlja že par let in s tem tudi želimo pridobiti prepoznavnost, da smo res ponosni mladi, ker vem, da se veliko mladih, ko grejo v svoje srednje šole ali pa na fakultete, prikrivajo to, da prihajajo z podeželja. En od takih sem bila tudi jaz v srednji šoli, kjer sva bile po moje 2 kmetici, če se lahko tako izrazim, in sva kar majčkeno prikrivali to, da prihajava iz kmetov, ker veliko sošolcev je bilo iz mesta in imajo nek drugačen priokus kmetje v njihovem prostoru. Tako da mi si res želimo to, da so mladi ponosni, da prihajajo z podeželja in da to rečejo s ponosom podločno. Verjetno eno tako zaledje, ki ga posamezno društvo ponudi, tudi da v teh trenutkih, ki ste jih omenili, ko je mlad človek tam, ne ve, kako bi se pozicioniral in tako naprej, ponosno pove, kaj so njegove korenine, kaj ne? Ja, mladi dobijo neko samozavest in odločnost in ne skrivajo potem svojih korenin. Ko svet te potegne vase, po žalosti davaš okrog. Spomni se na dom in čase, ko bil si še majhen otrok. Novo upanje spet v srcu gori. Zame, zate, za vse dobre ljudi, za vse mame brez doma in zanj, ki se že jutri rodi. Novo upanje za vsak kamen v srcu, za novo upanje, naj se solza spusti, za vsako novo življenje.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Naša gostja v današnji praznični kmetijski oddaji je Eva Golob, nova predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Eva, če zdaj pogledava nekaj let nazaj, v zadnjih 4 letih ste v Zvezi slovenske podeželske mladine koordinirali in bili odgovorni za področje prostovoljstva. To je ena zelo pomembna veja delovanja vaše organizacije. Ja, res je. Sem že 4 leta v ožji ekipi ZSPM, na začetku kot prostovoljka, od lanskoletnega maja pa tudi zaposlena kot mentorica in koordinatorica prostovoljstva. Naša organizacija pa je nevladna, nacionalna in prostovoljna organizacija, se pravi, temeljimo na prostovoljstvu. Mlade želimo opolnomočiti, kako pomembno in častno je biti prostovoljec. Vsi naši člani so prostovoljci, prav tako pa večina naše ekipe, ožje ekipe. Na zvezi smo zaposlene 4 dekleta, ki skrbimo za nemoteno delovanje naših aktivnosti, pri tem pa nam vedno pomagajo naši prostovoljci, ker prostovoljci so tisti, ki ženejo našo podeželsko mladino naprej. Se mi pa zdi, da se je v minulih letih pokazalo, da mladi želite aktivno sooblikovati politiko na kmetijskem področju in tako se sam čutim doseči, da boste potem lažje prevzemali kmetije. To je zelo zahtevna stvar in zahteva veliko truda, veliko časa. Človek bi pričakoval, da bi država to videla in nekako omogočala, prej ste rekli, zaposlena sem na projektu. Ja, v Sloveniji imamo samo 4,5% mladih prevzemnikov in povprečna starost kmeta je 58 let. Ta podatek je drugače iz leta 2020, se je pa v zadnjih 4 letih ta starost dvignila do neuradnih 62 let. Se pravi, mladi ne želijo oziroma jim je neomogočen prevzem kmetij. In zato mladi ne vidijo prihodnosti v kmetijstvu in se raje zaposlijo redno in opustijo kmetijstvo. Razlogov za to je lahko več, od nezaupanja do vodenja kmetij, da jim pač starši ne želijo oddati kmetije, pa do nekih lastnih načel, da gospodar kmetije ne zamenja do smrti. Se pravi, velikrat je tudi ta generacijski problemi, ampak v zadnjem času je pa največji problem ravno to, da je preveč nekih predpisov, ki jih mladi ne želijo oziroma ne morejo doseči, ker vemo, da nista niti 2 kmetije v Sloveniji enaki, zakoni pa pač mislijo, da so. In ja, veliko je nekega dela in truda, da sploh mladi dosežemo svoj glas v trenutnem položaju. Upamo, da se bo to spremenilo, nikoli pa ne vemo, kaj nam bo prinesla prihodnost. Ja, prav to, kar ste zdaj rekli, nikoli ne vemo, kaj nam bo prinesla prihodnost, je verjetno tisto, kar vas mlade odvrača, da bi prijeli vajeti, torej na domači kmetiji, sploh ker ste izobraženi in se ponujajo druge možnosti, kjer pa je nekoliko bolj jasna prihodnost. Ja, vedno je jasna prihodnost, če imaš stalno službo, stalen dohodek, na kmetiji pa nikoli ne veš, kaj ti bo prinesla letina, kakšne bodo odkupne cene. Ja, ampak zdi se, da tako na evropski ravni, če gledava zdaj, kaj se dogaja v zadnjih mesecih, kot tudi pri nas politika pozablja na kmete oziroma želi zapovedovati, kako in kaj naj pridelujejo hrano, kaj vse morajo storiti, kaj ne smejo storiti in potem si tam več zapovedi, nizke odkupne cene, kako naj zasnuješ družino, preživiš. Ja, veliko ljudi se ne zaveda, da je vse povezano s kmetijstvom, pa da smo tudi vsi odvisni od kmetijstva, tako politiki doma ali pa v tujini in drugi ljudje. Trenutno se zelo pozablja na kmete, ampak v hudih časih so pa kmetje najbolj pomemben člen v državi. En tak primer je lahko v zadnjih letih epidemija, ko so nekatere trgovske police postale prazne, ljudje so bili lačni in kdo je imel hrano? Seveda slovenski kmetje. Takrat so se povečala neka lokalna samooskrba, kmetje so postali prepoznavni in začeli se jih je spoštovati. Ampak to se je po epidemiji kar hitro pozabili. Kmetje so spet postali tisti grozni ljudje, ki drvijo s traktorjem po cesti, ko želijo nekateri ljudje iti samo na en sprehod. Raj so šli v trgovino po cenejšo uvoženo hrano. Premalo ljudi se zaveda, kako kakovostno hrano imamo v Sloveniji, da zemlja ni onesnažena z raznoraznimi pesticidi, tako kot je v tujini.
Gospa Eva Golob, nekako Zveza slovenske podeželske mladine je v minulih 2 letih zelo prepoznavno stopila na to področje tudi političnih zahtev na področju kmetijske politike. Kakšne korake pod svojim vodstvom napovedujete na tem področju? Vem, da to ni hvaležno vprašanje. Trenutno ne moram napovedati še ničesar, ker se je velik del ekipe zamenjal. Nimamo še formiranih vseh ekip. Naša vodstvo se je zamenjal pred približno mesecem dni. Lahko pa povem, da se še vedno želimo ukvarjati z mladimi kmeti in vsemi aktivnostmi, ki jih imamo zapisane v našem akcijskem načrtu z mladimi kmeti. To delo seveda zahteva veliko truda in naporov, kaj ne? Ja, res je. Kmetijska politika je res obsežna, ima veliko nekih uredb pa zakonov, zato je potrebno biti pri stvari in vedeti, kako se tem stvarim streže. Lahko pohvalim našo Doris, ki je vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko, ki res skrbi za predajo vseh informacij na področju kmetijske politike. Kako pomembna pa se vam mladim, gospa Eva, zdi povezanost v slovenskem kmetijstvu, skupno nastopanje kmetov vseh kmetijskih panog, še posebej zdaj, ko smo pri zahtevah? Ja, v zadnjih letih zelo strmimo k tej enotnosti in da smo povezani vsi kmetje. V teh časih si res ne smemo privoščiti, niti ne želimo, da si mečemo polena pod noge, ampak moramo res držati skupaj enotno. In ko je najbolj ključno, moramo biti sposobni iti kot posameznik en korak nazaj in da gremo lahko kot enotnost oziroma skupina 2 koraka naprej. Verjetno bo še naprej tudi pomembno širše evropsko povezovanje, torej Zveza slovenske podeželske mladine je član tega širšega področja mladih s podeželja. Ja, smo člani kar 3 organizacij na evropski ravni. Ena od teh je tudi CEŽA oziroma Evropski svet mladih kmetov, kjer želimo ponesti glas slovenskih mladih kmetov do evropskih politikov. Druga naša taka organizacija je Rural Youth Europe ali Evropska podeželska mladina, smo tudi članica le-te. Oni organizirajo različne seminarje in mednarodna usposabljanja, obenem pa se tudi povežemo z drugimi evropskimi državami, njihovimi podeželani in slišimo tudi pogled mladih teh podeželanov v drugih državah. In pa preko organizacije IFI pošiljamo naše podeželane na izmenjave po Evropi in izven nje, prav tako pa mladi pridejo v Slovenijo. Lahko povem, da bo v letošnjem letu prišlo kar 6 mladih iz tujine, tudi 2 iz Tajvana, v Slovenijo pogledati, kako naši mladi kmetje delajo, pridejo na različne kmetije, se spoznajo z našim delom, pa tudi seveda z našo kulturo. Koliko pa Slovencev bo šlo ven? Verjetno precej več. V bistvu mačkan manj. 4 Slovenci bodo šli v tujino, mislim, da bolj po evropskih državah. Te izmenjave potekajo od 14 dni pa tam do 3 mesece. V lanskem letu je en naš podeželan za 3 mesece odšel v Ameriko, spoznal velik del ameriške kulture, kmetijstva in je bil fasciniran, kaj se dogaja v drugih državah, kako so različne države. Ja, je dobro v teh letih malce pogledati čez planke in potem priti domov, zato da imaš en širši pogled na vse to, ker sicer smo zaprti v ta naš mehurček. Ja, res je. Mladi lahko izkoristijo to priložnost, gredo v svet pogledati, kaj se dogaja. Res pa je, da so pač mladi trenutno tudi obremenjeni z različnimi stvarmi. Nekateri hodijo v službo že, veliko jih pomaga doma na kmetijah, ker veliko bo tudi pač prevzeli nekoč kmetijo. Veliko mladih pa se ne upajo, ampak podeželska jih temu strmi, da bi mlade poslala v svet, da vidijo širino vsega novega znanja in vsako leto vsaj kakšnega člana več dobimo v tujino. Čujmo ga, nadalju se
Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Gospa Eva Golob, v minulih letih je Zveza slovenske podeželske mladine skrbela za zelo pestro dogajanje. Kako bo v prihodnje? Videl sem, da že konec tega tedna se začnejo zanimive zadeve. Ja, konec tega tedna se začnejo že različni regijski kvizi, naslednji vikend pa se dobimo oziroma srečamo na našem že 52. državnemu kvizu Mladim kmetijstvo v Velikih Laščah. Vsako leto res pripravimo zelo pester program skozi celo leto. Nekaj naših dogodkov je kar tradicionalnih. Eden od teh je že imenovani državni kviz, kjer je že 52. po vrsti. V poletnih mesecih pa bodo že naše 37. državne kmečke igre. Imamo tudi par takih dogodkov, ki so vsako leto majčkeno drugačni. Letos spet se dobimo oziroma srečamo na Vranskem na dogodku Nevarnost traktorjem. Letos je tudi leto najprojekta, se pravi v jeseni bomo izžrebali oziroma imeli ožji zbor najprojektov naših podeželskih društev. Veliko je pa tudi takih dogodkov, kjer dobimo priložnost, da predstavimo svoje delo, predstavimo svoje poslanstvo. Tako da pustimo se presenetiti, kaj bo letošnje leto prineslo. Če nas zdaj posluša kakšna skupina mladih, ki razmišlja, da bi postala tudi članica, jih te ideje, o katerih smo zdaj govorila, nekako nagovarjajo, kaj naj storijo? Gredo na našo spletno stran, gredo pod zavihek postani član, da postanejo član naše podeželske družine. Mi pravimo, da smo kar neka podeželska družina, ker smo res veliko skupaj in se res povezujemo pa družimo. Če pa želijo res sodelovati striktno na kakšnem našem dogodku, pa smo tukaj punce iz pisarne. To sem jaz, predsednica, naša Andreja, generalna sekretarka in potem imamo še par takih zelo zagnanih, ki so z nami. In bodo pomagale z informacijami tudi glede ustanovitve posameznega društva, verjetno pomagate. Ja, seveda. Z veseljem pomagamo pri teh stvareh. Res imamo že kar neko bazo podatkov, kam se morajo obrniti društva. Tudi pri ustanovitvi društva je zelo veliko neke zakonodaje, veliko papirjev, ampak se res potrudimo, da jim pomagamo po naših najboljših močeh. Ja, gospa Eva Golob, torej še enkrat čestitke za prevzem vodenja kmečke stanovske organizacije mladih s podeželja, torej Zveze slovenske podeželske mladine. Vse dobro, predvsem pri tistih prizadevanjih, ki bodo sledila, seveda na kmetijskem področju, na področju kmetijske politike, pa tudi vsem drugim, na vseh drugih področjih, ki jih že desetletja tradicionalno pokrivate, mladi s podeželja. Hvala. Bele ceste in križpotja, naših časov srečna leta, tem zanosu mladoletja, domovina se razcveta, naj bo zdrava, sama v sebi, sredi širnega sveta. Naša pesem, naše solze, glas piščali varstvo čric, žitna polja zelenice, davnih dedov sveta sled. Domovina kot ljubezen, za rojake po vsem svetu. Sokoljem letu, naj bo zdrava, sama v sebi, skriti širnega sveta,
Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Za konec našega današnjega prazničnega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa bomo pogledali še v velikonočno barvano številko Glasa dežele. Z nami je urednica Darinka Sebenik. Darinka, lep pozdrav. Lep pozdrav tebi, Robert, in pa seveda vsem poslušalcem Radia Ognjišče. Kako bi nam torej predstavila letošnjo 4. številko, na kaj bi posebej opozorila? Za spremembo bom začela kar na prvi strani, kjer pišemo o subvencijah. Te se vsako leto nižajo, ob tem, da naj bi bile nekakšno nadomestilo za nižjo ceno. Ali res? Preberite si ta komentar, kajti vladni sopotnik je v bistvu Orwellov veliki brat in tako ste neprestano pod nadzorom. Digitalizacija Agencije za kmetijske trge je popolna in tudi njihov uspeh za lansko leto je 100-odstoten. Vaše subvencije pa so seveda daleč od 100%. Nekateri bodo namreč prejeli pol manj ali zgolj tretjino kot do zdaj. Ob visokem dvigu cen repromateriala, padcu cen kmetijskih pridelkov, subvencioniranem uvozu iz tretjih držav, se bo Evropa, ne samo Slovenija, lahko kmalu poslovila od relativne prehranske varnosti. Ampak letos je volilno leto v Evropski parlament in v želji po ponovni izvolitvi na dobro plačane službe vam obljubljajo veliko, zelo veliko. Ja, res je, Darinka, ampak v Glasu dežele ste se dotaknili tudi protesta kmetov, ki ga potem ni bilo. Ja, res. Če kdo misli, da bodo kmetje konec aprila zasedli prestolnico s traktorji, se hudo moti, kajti takrat nimajo časa. Čaka jih setev koruze, košnja trave, sajenje in setev zelenjave, oskrba sadovnjakov. Kdo bi torej protestiral, če še za spanje ni časa? Preberite pa tudi, kaj se dogaja v zadružništvu. Odkar imajo novo vodstvo, se je ta organizacija močno spremenila. Seveda pa smo na 51. zadružnem kongresu pogrešali več mladih obrazov. Upam, da to ni napoved realnega stanja in potrditev tega, da mladih kmetijska dejavnost zaradi njene nedonosnosti odhajajo drugam. Če pa pogledamo še na strani s strokovnimi nasveti, kaj bi posebej izpostavila? Začnimo kar z toplotnim stresom, sicer je še relativno zgodaj, ampak mogoče se zdaj že lahko pripravite nanj, ker je to zelo pomembno, predvsem za živali in pa posledično ekonomiko prireje. Temu sledijo nasveti za pašno rejo in pa pridelavo krme. Zakaj je dobro uporabiti biostimulatorje, kdaj gnojiti ozimna in jara žita, kot tudi varstvo pred pleveli, boleznimi in škodljivci. Seveda po novih pravilih. Glavna pa je seveda setev koruze in od novosti prinašamo predvsem, kaj vam omogočajo modernizirane sejalnice. Poleg tega se ta mesec začenja tudi profesionalna pridelava zelenjave na prostem in priskrbeli smo nasvet za pridelavo solat, kot tudi kapusnic, zelja, cvetače, brokolija in pa najbolj priljubljenih rdečih redkvic. Še na zadnje strani, kratko poglejmo, predvsem me zanima, kam nas pelje tokrat reportaža. Reportaža nas tokrat pelje v Jelendol nad Škocjanom na Dolenjskem, ki je značilna kmetija na OMD, to se pravi na območjih z omejenimi dejavniki. Kako kmetujejo in zakaj so lahko uspešni ter koliko časa bodo še obdelovali strme brege, pa si preberite v reportaži. In seveda nismo pozabili na ekonomiko, se prinašamo cene mleka v Sloveniji, Evropi in svetu ter ceno govejega mesa. Tako, Darinka, hvala lepa za tale pogled. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, če še niste naročniki Glasa dežele, potem odtipkajte ti dve besedi v iskalnik, našli boste pot in tam zaprosili lahko tudi za ogledni izvod. Darinka, lepo popoldne, lepo praznično popoldne in vse dobro. Najlepša hvala, Robert, in seveda tudi vsem poslušalcem želim lepo praznovanje velikonočnega ponedeljka. Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, mi pa se spet slišimo v nedeljo, torej prej kot čez teden dni. Do takrat pa vse dobro.